Tudi danes se bomo malo igrali, in sicer nas bo zanimala, kakšna je povezava med električnim tokom in električno napetostjo. Kmalu nam postane jasno, da je od tega, kakšno imamo napetost, odvisen tudi tok, ki teče v nekem električnem krogu. Vemo celo, da večja napetost pomeni tudi večji tok, manjša napetost pa manjši tok. Ugotovili smo že tudi, da če spreminjamo upor, da se tudi s tem spreminja električni tok. Čas je, da ugotovimo, kakšna je povezava med tokom, napetostjo in uporom. Naredili bomo 3 sklope meritev, in sicer bomo merili napetost in tok pri uporu 10 ohmov, 20 ohmov in 30 ohmov in opazovali, kaj se zgodi. Tok bomo pomerili pri 3 različnih napetostih. 10 voltov, 20 voltov in 30 voltov. No, pa kar začnimo. Upornik najprej nastavimo na upor 10 ohmov. Pri 10 voltih, pri 10 ohmih je tok 1 amper. Napetost povečamo na 20 voltov. Vidimo, da se tudi tok poveča na 2 ampera. Če napetost povečamo na 30 voltov, pa vidimo, da je tok 3 ampere. Sedaj povečajmo še upor. Iz 10 ohmov povečajmo na 20 ohmov. Napetost je trenutno 30 voltov in vidimo, da je pri 30 voltih tok 1,5 ampera. Sedaj bomo napetost spremenili in sicer jo bomo zmanjšali na 20 voltov. Vidimo, da je tok 1 amper. Sedaj zmanjšamo napetost še na 10 voltov in vidimo, da je pri 10 voltih tok 0,5 ampera. Pogledamo še tretji sklop meritev. Upor moramo povečati na 30 ohmov. Sedaj bomo izračunali, kolikšen je količnik med U-jem in I-jem za vse te primere. Recimo, 10 deljeno z 1 je 10, 20 deljeno z 2, 10, 30 deljeno z 3, 10. Ko imamo upor 10 ohmov, je količnik med napetostjo in tokom povsod 10 voltov na amper, kar pa je isto kot 10 ohmov. Volt na amper je ohm. Ko imamo upor 20 ohmov, so vsi količniki 20. In ko imamo upor 30 ohmov, so vsi količniki 30. Kot vidimo, se v primeru, ko se pri istem uporu napetost recimo 2-krat poveča, se tudi tok poveča 2-krat. In to velja pri vseh uporih. Recimo, pri 30 ohmov, če se napetost poveča 3-krat, potem se tudi tok poveča 3-krat. To pomeni, da sta napetost in tok premo sorazmerni količini. In kot vidimo, je njun količnik, torej faktor premega sorazmerja, enak kar uporu. U je R krat I. Ta povezava med napetostjo, uporom in tokom se imenuje Ohmov zakon. U je R krat I. Seveda lahko ta obrazec napišemo tudi v trikotnik. U je R krat I, iz česar potem brez težav izpeljemo, da je R U ulomljeno z I, kar smo ugotovili že tukaj, in da je tok I U ulomljeno z R. Vidimo tudi, iz česa je sestavljena enota za upor ohm.
Ohm je volt na amper. Ohm, ohmov zakon. U je R krat I. Pa bomo te vrednosti zapisali še v Excelovo tabelo, zato da bomo potem lahko narisali graf. Tako, in že dobimo prvi graf. Kot vidimo, je graf toka v odvisnosti od napetosti ravna črta, ki ima svoje izhodišče v koordinatnem izhodišču, torej je to res graf premega sorazmerja. Pa sedaj vstavimo v ta isti graf toka v amperih, v odvisnosti od napetosti v voltih, še ostale podatke, to je bilo torej za upor 10 ohmov. Kaj bi se zgodilo, če vstavimo upor 20 ohmov? Pri 10 voltih imamo tok samo 0,5 amperov in pri 20 voltih imamo tok 1 amper, pri 30 pa 1,5 ampera. Vidimo, da tudi te točke ležijo na isti črti. Ker pa je bil upor tukaj 20 ohmov, je pri istem toku, pri isti napetosti tekal manjši tok. Zato je graf bolj položen. Če bi bil recimo upor 0,5 ohmov, zdaj že vemo, da lahko izračunamo iz obrazca, da je U R krat I, da je I U vlomljeno z R. To pomeni 10 voltov deljeno z 0,5 ohma, to je 20 amperov. In ta graf bi bil potem še bolj strm. Manjši kot je upor, bolj strm je graf toka v odvisnosti od napetosti.